pa debelo črevoviko. No, za številke. Tule zadaj. Predpisnajo, kaj je to seveda. Mislijo kri, ali pa nekaj. Torej, mi smo danes tule v Prevaljih z modelom debelega črevesja. Predstavljamo program SVIT, to je državni presejalni program za odkrivanje predrakavih in pa rakavih sprememb na debelem črevesju ter danki. Torej, kot sem omenila, se predstavljamo z napihljivim debelim črevesjem, kjer v bistvu ljudem, pa tudi danes otrokom iz šole predstavimo v bistvu vse bolezni, ki se lahko pojavijo v samem črevesju. Ljudi ozaveščamo, jih tudi mogoče koga prepričamo, zakaj je pomemben ta program. Program je namenjen ljudem od 50. do 74. leta, ker je takrat v bistvu največja verjetnost, da se sami polipi in pa potem tudi sam rak na debelem črevesju razvije. Zdravstveno-vzgojni center Zdravstvenega doma Ravne se pridružuje aktivnostim, kjer skušamo predstaviti program SVIT, in sicer s komunikatorji SVIT-a iz Ljubljane in pa Nacionalnim inštitutom za javno zdravje območne enote Ravne. Kot vidite, predstavljamo model debelega črevesa in predvsem z namenom osveščanja Korošcev, da jim malce predstavimo zbolevanje za zelo zahrbtno boleznijo, to je za rakom debelega črevesa in danke, zato da jih malo osvestimo, da se splača vključiti v program SVIT, še posebej tistim, ki so stari 50 let ali več, ker je zbolevanje v tem obdobju najpogostejše, in da jih malce poučimo, seznanimo z ukrepi za preprečevanje raka nasploh in pa seveda za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danke. Zdaj, program SVIT omogoča, da z brezplačnim testiranjem vsem zavarovanim osebam pogledamo 2 vzorčka blata, in če je tam odkrita skrita krvavitev, je tak posameznik zelo hitro povabljen tudi v zdravstveno obravnavo na kolonoskopijo, kjer potem zdravniki nekako diagnosticirajo, ali gre za morebitne predrakave ali celo rakave spremembe, in se takega posameznika takoj seveda sprejme v zdravstveno obravnavo. Mi smo veseli, da se med odkritimi primeri ob sicer še ne take odzivnosti, kot bi si želeli pri naših občanih, odkrije kar nekaj teh primerov in da se jih večina tudi zelo uspešno pozdravi. Danes smo se zbrali v Prevaljah na dan zdravja z meritvami, izvajamo meritve sladkorja in holesterola. In vabimo vse krajane Prevalj, da se odzovejo tej akciji, ki jo organizira občina Prevalje.
Veseli smo, da tudi letos naše društvo lahko sodeluje na jesenskih srečanjih na Dnevu zdravja, kjer skupaj z kolegico poskušava ljudem svetovati o zdravem načinu življenja, z našimi meritvami pa pravzaprav poskušamo odkriti nevarnosti v smislu žilno-srčnih zapletov, ki našim sokrajanom in sokrajankam nedvomno lahko poslabšajo svoje življenje. Vesele smo, naj ob tej priliki poudarim tudi to, da smo 31. avgusta medicinske sestre Slovenije, ki smo združene v zbornico zvezo, prejeli red za zasluge predsednika Pahorja, na kar smo še prav posebno ponosni. Veseli smo, da smo bili opaženi. Danes se bo predstavila ekipa prve pomoči občine Civilna zaščita Prevalje. Predstavili se bomo na vaji, take kot imamo na tekmovanjih in tudi v realnih primerih. Predstavili se bomo z hudo krvavitvijo roke, tako da lahko pride občani tudi pogledati. Ob koncu vaje pa bomo tudi prikazali oživljanje z avtomatskim električnim defibrilatorjem, tako da se lahko tudi vsi občani pridružijo, da pogledajo, kako to poteka. Hvala lepa. Dobar dan, ekipa prve pomoči prišla na pomoč. A se lahko malo odstranite, prosim, samo malo nazaj stopite. Bravo, jaz sem Tjaša, kaj se je pa zgodilo? Janja, pridi, prosim. Ekipa prve pomoči sprašuje poškodovanko o dogodku, o njenem počutju in ugotavlja njeno splošno stanje. Vidna je globoka krvavitev na levi podlahnici. Ekipa je poskrbela za varnost okoliščin in pripravila material za oskrbo. Krvavitev je nevarna zaradi možnosti izkrvavitve in pa okužbe. Vidimo postopek obvezovanja. Izvedla bo kompresijsko obvezo. Predhodno pa, kot vidimo, tako imenovani digitalni pritisk žile ob kost nad mestom poškodbe. To je tudi prvi prijem, poleg položaja, s katerim zagotavljamo dvig nog in pa čim boljšo prekrvavitev življenjsko važnih organov. Z obstoječim materialom se izvrši kompresijska obveza s pritiskom na samo rano, da se krvavitev zaustavi. Pod okriljem območnega združenja Rdečega križa potekajo tovrstni tečaji in usposabljanja. In območno združenje se trudi prikazati tudi ukrepe prve pomoči, ki so dostopni čim širši javnosti in ki jih lahko tudi v okolju, kjerkoli že do nesreče pride, izvrši, izvede vsak laik. Zaključujemo obvezo, še vedno položaj roke. Krvavitev je zaustavljena. Sledi, kot vidimo, imobilizacija okončine ob telo poškodovanke. V primeru, ko je treba poškodovanko premeščati, so pripravljena tudi nosila, kjer se v podoben položaj poškodovanko tudi namesti. Oziroma bolničar je že poklical v intervencijo tudi ekipo prve pomoči oziroma reševalno ekipo zdravstvenega doma in potem poškodovanko odpeljajo v zdravstveno oskrbo v zdravstveni dom. Poškodovanko tudi pokrijejo, poskrbijo za oskrbo tudi po oskrbi poškodbe, preverjajo stanje obveze, njeno splošno stanje.
To je bila prva pomoč in oskrba hujše krvavitve na levi roki. Izvedla jo je ekipa civilne zaščite občine Prevalje, torej ekipa prve pomoči. Torej danes 5.9. smo na občini Prevalje prikazali v okviru civilne zaščite in Rdečega križa prikaz vaje v primeru hude krvavitve. V tem trenutku bi rad povabil vse občane občine Prevalje, ki jih zanima prostovoljno delo pri civilni zaščiti, da bi nas kontaktirali na strani prevalje.si. Na internetu je link, kjer lahko dobite informacije, telefonske številke in kontakte vsakega, ki bi zanimalo, da bi se pridružil civilni zaščiti, lepo vabljen. Delo je prostovoljno, nesreča nikoli ne počiva, čim manj nesreč seveda, in želimo si, da bi se naša ekipa razširila, da bi bilo več interesantov. Delo je zelo zanimivo, pomagati ljudem v primeru, da se rabi pomoč. Tako da lepo vabljeni. Sedaj bo še prikaz temeljnega postopka oživljanja. Delimo nekaj gradiva, prišlo je nekaj osnovnošolcev, skratka, to je z moje strani. Hvala. Danes smo sodelovali na jesenskih srečanjih, kjer smo predstavili hujšo krvavitev leve podlahti in ekipa civilne zaščite občine Prevalje je zaustavila krvavitev in pripravila pacientko za odvoz v bolnišnico. Vabim vse goste, da pridejo v čim večjem številu, da si ogledajo promocije, ki se odvijajo na Prevaljah. Živjo, moje ime je Petra Majdič, prihajam v Prevalje na povabilo Leka, seveda z namenom, da spromoviramo zdravje o podpori občine Prevalje. Danes imamo na programu nordijsko hojo. Udeleženci že lanskoletnega dogodka so se seznanili, da kar 90% mišičnih skupin telesa je aktivnih ob nordijski hoji in absolutno nekateri so prvič in moram priznati ne zadnjič potem prakticirati tudi nordijsko hojo, tako da letos smo se odločili za ponovitev akcije glede na udeležbo lanskega dogodka in pa predvsem posledično veliko zadovoljstvo strani udeležencev, tako da pridružite se nam, če še niste. Danes na prizorišču začnemo ob 3. Verjamem, da pohod bo uspešen, ne glede na vreme, tako da upam, da se vidimo. Nordijske hoje sem se udeležil predvsem s namenom, da spoznam nekaj novega. Mislim, da je nordijska hoja zelo zanimiva in kratna priložnost, da spoznamo tudi nordijsko hojo skozi oči Petre Majdič in njenega tima. Mislim, da je to zelo dobro tudi neka odmik od delovnega okolja, ki je vsak dan, delovne obveznosti so vsak dan večje, bolj zahtevne in mislim, da je to, da se lahko, da najdemo čas, da združimo, se pravi, da tudi nekaj naredimo za svoje zdravje in da spoznamo nekaj novega in mogoče s tem celo povabimo druge znance, prijatelje, družino, da se začnejo ukvarjati z nordijsko hojo, ki je predvsem enkratna priložnost za izboljšanje svojega počutja in zdravja. Lep športni pozdrav. Lahko sem vesel, da povem, da sem prvi koroški olimpijec.
In to v smučarskem teku sem bil leta 56 v Cortini d'Ampezzo. Takrat smo štartali pri minus 30 stopinjah, kar še noben tekač ni v takem mrazu teku. Ampak takrat je bil mislim, v programu in to smo morali preteči. In uspelo nam je, da smo prispeli vsi v cilj. Jaz sem bil med 90 tekači 45 in v takšnih razmerah, kakor smo imeli opremo, pa vse to, sem zelo vesel. Lahko pa povem, da sem pa dobil posebno nagrado ob koncu tekmovanja. Namreč pri kosilu je poštar držal telegram v rokah, pa klical Robert Stefan, Jugoslavija, telegramo. Prvič sem bil kar tiho, drugič sem se pa javil, pa skočil v mene, pa čuno častita, pravi bambino, bambino. Takrat pa vsi reprezentanci k meni pa pravi Štefan, kaj smo v spiču doma. Se rekel, meni je vseeno, kar je dečo ali pup, glavno, da bo čilo in zdravo, pa da bo športnik. In tako je tudi. Oba sta športnika, oba tečeta, oba se udeležujeta pohodu in tako dalje. Jaz priporočam, da naj si vzamejo vzgled mene, pri teh starosti, da še zmeraj lahko hodim, tečem pa ne več, ker je tudi hoja nekaj. Lep pozdrav, fajn se imejte.